Pes, v bistvu njegova glavna funkcija, tako kot so pri nas roke, so pri njih pravzaprav ravno kotačke, oziroma še bolj pomemben je gobec. Tako da tako z gobcem kot s tacem je zelo, zelo spreten. Fino je, ne vem, če ga učimo kakšne trikce, da v bistvu to spretnost lahko samo še bolj razvija, no. Gobec je pa prvoten, no, za karkoli narediti, in za igro, in za prehranjevanje, in za kaj prinašati. Triki so zelo dobrodošli zaradi samega učenja, zato ker je fajn, da preko trika naučimo tudi medsebojnega sodelovanja. Psu mora biti pač zabaven z nami, ne, in triki so ena taka zadeva, ki ga je na enostaven način lahko pripraviti, da radi sodelujejo z nami, no. Ravno tako z raznimi triki naredimo veliko koristnega tudi za psa, zato ker ga lahko naučimo razne motorike, mišljenja, da začne razmišljati tudi za svojo glavo, da začne uporabljati svoje telo in se začne tudi zavedati svojega telesa. Erik je v bistvu od začetka pokazal zelo veliko spretnosti z mišljenjem, konec koncev je to tudi povezano s pasmo. V času odraščanja je imel kar nekaj težav s temi svojimi tacami, ker je zelo neenakomerno rastel in so na koncu bile samo še ene dolge tace, sama glava je bila pa zmeraj čista na ta prvem mestu. Učim ga res raznih trikov, zato da v bistvu v celoten trik dam telo celega psa, no. Na primer za pobiranje posodic uporablja svoj gobček, tudi tace, da jih prenaša okoli, za slalom nazaj mora v bistvu uporabljati svoj spet zadnji del